Torej, v današnji predstavitvi bi rada z vami spregovorila o branju in bralnih navadah dijakov in dijakinj s priseljenskim ozadjem in tistim z visokim in nizkim socialno-ekonomskim statusom, kjer bom, kot že povedano, izhajala iz rezultatov mednarodne raziskave PISA, in sicer iz rezultatov iz leta 2018, ker so to zadnji podatki, ki jih imamo na voljo. Novi bodo pa na voljo letos decembra, kjer pa bo sicer poudarek na matematični pismenosti. Samo preverjam, a se vidi premik drsnice? Dobro. Torej, v predstavitvi bi na začetku čisto na kratko samo opisala, kaj je raziskava PISA, kakšne so razlike v bralnih dosežkih med različnimi skupinami dijakov in dijakinj, katera so raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila, kakšna metodologija je bila uporabljena pri pridobivanju rezultatov. Pri rezultatih bi pa prikazala razlike v zaznani opori strani staršev in učiteljev. Pri učiteljih gre za socialno-čustveno oporo, pri starših bolj za akademsko oporo pri branju, potem motivaciji za branje, zaznavanju lastne kompetentnosti pri branju in v bralnih navadah, torej pri tistih dijakih in dijakinjah, ki so poročali o priseljenskem ozadju prve in druge generacije, in tistih, ki so poročali o visokem oziroma nizkem socialno-ekonomskem statusu. V drugem delu rezultatov bi pa še prikazala, kateri so tisti napovedniki dosežka na preizkusu izbranja znotraj teh skupin, torej glede na socialno-ekonomski status oziroma izobraževalni program, kot bom kasneje pojasnila, in pa poročano priseljensko ozadje. Temu bo pa sledilo tudi nekaj zaključkov. Torej, čisto na kratko, kot je bilo povedano že uvodoma, raziskava PISA se izvaja v Sloveniji od leta 2005, koordinirajo OECD, z njo preverjamo bralno, matematično in pa naravoslovno pismenost. Tukaj gre bolj za preverjanje uporabe kurikularnih znanj v konkretnih problemsko zasnovanih situacijah in ne toliko za neposredno preverjanje kurikularnih znanj. Leta 2018 je bil torej poudarek na preverjanju bralne pismenosti, kar pomeni, da sta bili matematika in naravoslovje preverjeni v manjšem obsegu in pa podatki so bili v celoti zbrani s pomočjo računalnika. V raziskavi sodelujejo 15-letniki, to so večinoma dijaki in dijakinje prvih letnikov srednješolskih izobraževalnih programov. Leta 2018 je v raziskavi sodelovalo 79 držav. V Sloveniji so vključeni vsi srednješolski programi, približno 300 jih je bilo leta 2018, nekaj osnovnih šol ter 2 ustanovi za izobraževanje odraslih. V vzorec pa je bilo vključenih približno 6400 dijakov in dijakinj. Torej, v nadaljevanju predstavljamo pogled 15-letnikov na različne vsebine, povezane z branjem in pa bralnimi navadami, ki smo jih ugotavljali s tako imenovanimi kontekstualnimi vprašalniki, ki jih izpolnjujejo po samem preizkusu izbranja matematike in pa naravoslovja. Samo na kratko, kakšen je bil povprečni dosežek pri bralni pismenosti v letu 2018, če primerjamo s povprečjem držav OECD. Povprečje za Slovenijo je bilo 495 točk, kar je bilo značilno nad povprečjem držav OECD, kjer je bilo povprečje 487 točk. In dosežek za Slovenijo se ni značilno razlikoval od tistega, na primer na Norveškem, v Nemčiji, Belgiji, Franciji, Portugalski in pa na Češkem. Zdaj, ker bomo v prispevku obravnavali razlike v različnih dejavnikih bralne pismenosti, tudi glede na socialno-ekonomski status, se mi zdi na tem mestu pomembno, da vam predstavim, katere so tiste skupine dijakov in dijakinj, ki poročajo o višjem oziroma nižjem socialno-ekonomskem statusu. Torej, v raziskavi je vzorčenje opravljeno glede na raziskovalni program, tako da dobimo reprezentativen vzorec za posamezen srednješolski izobraževalni program. In kot vidimo, v povprečju o najvišjem socialno-ekonomskem statusu poročajo dijaki in dijakinje iz splošne gimnazije, o najnižjem pa na primer dijaki in dijakinje iz nižjega poklicnega izobraževanja.
Vsekakor ne, to ni stroga delitev, glede na socialno-ekonomski status ne moremo na primer reči, da imajo vsi dijaki in dijakinje, ki obiskujejo gimnazijske programe, visok socialno-ekonomski status in obratno. Imamo pa tukaj skupino dijakov in dijakinj, ki se med seboj ločijo po določenih značilnostih, med drugim tudi glede na poročanje o socialno-ekonomskem statusu, in zato sem za namene teh rezultatov, ki jih bom prikazovala v nadaljevanju, uporabila kar dijake iz gimnazijskih programov in pa tiste iz za primerjavo in tiste, ki so obiskovali programe srednjega poklicnega izobraževanja. Torej, če pogledamo samo vrednost indeksa socialno-ekonomskega statusa, je v splošnih gimnazijah 0,56, kar pomeni značilno nad povprečjem držav OECD, v programih srednjega poklicnega izobraževanja pa na primer -0,41, kar je precej in značilno pod povprečjem držav OECD. V okviru vprašalnika za dijake in dijakinje so le-ti poročali tudi o statusu priseljenca, in sicer so odgovarjali na vprašanje, v kateri državi ste bili rojeni ti, pač njihova mama in pa oče, in so lahko izbirali med naslednjimi možnostmi, torej v Sloveniji, v Italiji, na Madžarskem in pa drugo. In v okviru raziskave PISA govorimo o statusu priseljenca prve in pa druge generacije, kjer o statusu priseljenca druge generacije govorimo, ko je bil učenec že rojen v Sloveniji, njegovi starši pa v drugi državi, in o statusu priseljenca prve generacije govorimo takrat, ko je bil tudi učenec rojen v drugi državi. In če tukaj pogledamo, kakšen je povprečni dosežek na preizkusu izbranja PISA glede na status priseljenca, ki so ga dijaki in dijakinje poročali, vidimo, da so tisti, ki niso poročali o statusu priseljenca, da so tisti na preizkusu izbranja v povprečju dosegli 502 točki, tisti, ki so poročali o statusu priseljenca druge generacije, 464 točk, in pa tisti, ki so poročali o statusu priseljenca prve generacije, 422 točk. Razlika v povprečnem dosežku pri branju med dijaki in dijakinjami, torej brez statusa priseljenca in statusom priseljenca prve generacije, na primer, je tako 80 točk, kar predstavlja več kot eno raven bralne pismenosti. Torej, na vprašanji, na kateri bomo skušali v nadaljevanju odgovoriti, sta najprej, torej, kakšne so razlike v zaznani upori strani učiteljev in staršev, motivaciji za branje, zaznavanju lastne kompetentnosti pri branju in bralnih navadah pri dijakih in dijakinjah s priseljenskim ozadjem in programih gimnazije ter srednjega poklicnega izobraževanja, in kateri so tisti napovedniki dosežka na preizkusu izbranja pri dijakih in dijakinjah s priseljenskim ozadjem prve in druge generacije ter tistih, ki obiskujejo programe gimnazije in pa srednjega poklicnega izobraževanja. V namen pač same analize teh podatkov smo uporabili vzorec 15-letnikov v raziskavi PISA, in sicer 6074 dijakov in dijakinj, kjer je približno 26% dijakov in dijakinj obiskovalo program splošne gimnazije in pa približno 27% program srednjega poklicnega izobraževanja. Tukaj niso vključeni tisti dijaki in dijakinje, ki so obiskovali program nižjega poklicnega izobraževanja in pa učenci in učenke, ki so obiskovali osnovno šolo, ker nimamo zbranih vseh ozadnjskih dejavnikov ali pa ni reprezentativnega vzorca za omenjena programa. Izmed teh dijakov in dijakinj, ki so tukaj vključeni v te analize, jih je 9% poročalo, da imajo status priseljenca, to je približno 894 dijakov in dijakinj, in od teh jih je 5% poročalo, da imajo status priseljenca prve generacije, in pa 4%, da imajo status priseljenca druge generacije. V prvem delu samih analiz oziroma rezultatov so uporabljene že obstoječe vrednosti deležev odgovorov na posamezno postavko in pa vrednosti mednarodno primerljivih indeksov.
V drugem delu je pa uporabljena metoda multiple linearne regresije za ugotavljanje velikosti učinkov napovednikov bralne pismenosti. Vse uporabljene lestvice so se na vzorcu slovenskih dijakov in dijakinj, ki so sodelovali v raziskavi PISA, potrdile kot ustrezno notranje zanesljive. Podatki pa so analizirani s pomočjo programov SPSS in pa IDB Analyzer, ki nam omogoča uporabo ustreznih uteži tako za posameznega učenca kot vzorčnih uteži. Torej, spremenljivke, ki so vključene in katere podrobneje tudi v nadaljevanju predstavljam, so, kot že povedano, zaznana opora strani učitelja pri pouku slovenščine, spodbuda strani učitelja pri pouku slovenščine, akademska opora staršev, motivacija za branje, zaznavanje lastne kompetentnosti pri branju, čas namenjen branju za zabavo, pogostost branja različnih vrst gradiva, branje na spletu in pa dosežek iz branja na preizkusu PISA. No, in če pogledamo prve rezultate, tukaj v tej preglednici so prikazane povprečne vrednosti indeksov za Slovenijo. V prvem stolpcu potem za dijake in dijakinje, ki so obiskovali program gimnazije, nato program srednjega poklicnega izobraževanja in pa za dijake in dijakinje, ki so poročali o statusu priseljenca prve in pa druge generacije. Indeks je povprečna vrednost s povprečjem 0 in pa standardnim odklonom 1, kjer pozitivne vrednosti pomenijo, da so se slovenski 15-letniki v primerjavi z njihovimi vrstniki iz držav OECD na posamezni lestvici ocenili bolj pozitivno in pa obratno. Če je vrednost negativna, so se v primerjavi z vrstniki iz držav OECD na posamezni lestvici ocenili bolj negativno. Kot lahko razberemo iz teh rezultatov, ki so prikazani tukaj, so se v povprečju slovenski 15-letniki na vseh obravnavanih lestvicah, razen lestvice zaznane lastne kompetentnosti pri branju, ocenili bolj negativno kot njihovi vrstniki iz držav OECD. Predvsem je nizka ocena učiteljeve socialno-čustvene opore pri pouku slovenščine. Do razlik v ocenah prihaja tudi med dijaki in dijakinjami iz različnih skupin, torej glede na izobraževalni program in pa status priseljenca, kjer so se glede na izobraževalni program dijaki in dijakinje na vseh lestvicah, razen učiteljeve socialno-čustvene opore, kjer so se glede na izobraževalni program na vseh lestvicah, razen socialno-čustvene opore, bolj pozitivno ocenili dijaki in dijakinje, ki so obiskovali gimnazijske programe. Če primerjamo rezultate med skupinami dijakov in dijakinj, ki so poročali o statusu priseljenca prve in pa druge generacije, pa vidimo, da so se tisti, ki so poročali o statusu priseljenca druge generacije, na večini lestvic ocenili bolj negativno. Tako so na primer poročali o manj učiteljeve socialno-čustvene opore pri pouku slovenščine, nižji akademski opori strani staršev, nižji učiteljevi spodbudi pri pouku slovenščine in nižji motivaciji za branje kot tisti s statusom priseljenca prve generacije, so pa poročali o nekoliko višji lastni kompetentnosti pri branju, to je v zadnji vrstici. Kot vidite, povprečje oziroma vrednost indeksa je 0,02 proti minus 0,08 za tiste, ki so poročali o statusu priseljenca prve generacije. Največje odstopanja od povprečja OECD zaznamo pri oceni učiteljeve socialno-čustvene opore pri pouku slovenščine, ne glede na izobraževalni program in status priseljenca, in pri motivaciji za branje, kjer o nizki motivaciji za branje poročajo predvsem dijaki in dijakinje, ki so obiskovali programe srednjega poklicnega izobraževanja in tisti, ki so poročali o statusu priseljenca druge generacije. No, in če pogledamo te lestvice malo bolj podrobno oziroma rezultate na teh lestvicah, zaznano učiteljevo socialno-čustveno oporo smo v raziskavi PISA preverjali s postavkami, kot so profesorica se zanima za vsakega dijaka, dijakinjo, ponudi dodatno pomoč, kadar jo potrebujejo, pomaga dijakom pri učenju, razlaga toliko časa, dokler dijaki oziroma dijakinje ne razumejo.
In v tej preglednici so navedeni deleži tistih, ki so poročali, da se navedeno zgodi pri večini ur slovenščine. In če pogledamo rezultate, lahko v splošnem rečemo, da so deleži strinjanja z vsemi navedenimi postavkami ne glede na obravnavano skupino dijakov in dijakinj relativno nizki. Če primerjamo odgovore glede na izobraževalni program, vidimo, da so dijakinje in dijaki iz programov srednjega poklicnega izobraževanja v primerjavi s tistimi iz gimnazije poročali o manj zanimanja za vsakega dijaka, dijakinjo in dodatni pomoči, kadar jo potrebujejo. Če pa primerjamo rezultate glede na status priseljenca, pa opazimo tudi, da so o nekoliko manj dodatne pomoči in pomoči pri učenju poročali tisti dijaki in dijakinje s statusom priseljenca druge generacije, v primerjavi s tistimi, ki niso poročali o statusu priseljenca. Spodbudo strani učitelja slovenščine smo preverjali s postavkami. Na primer, profesor spodbuja dijake, dijakinje, da izrazijo svoje mnenje o besedilu, pomaga dijakov in dijakinjam povezati zgodbe, ki jih berejo, z njihovim življenjem, pokažejo dijakom in dijakinjam, kako informacije iz besedil nadgrajujejo s tistim, kar že vedo, in na primer postavljajo vprašanja, ki dijake in dijakinje motivirajo k aktivnejšemu sodelovanju. No, če pogledamo rezultate v tabeli, vidimo, da večinoma ni večjih razlik v odgovorih glede na izobraževalni program in status priseljenca, kjer je približno tretjina dijakov in dijakinj poročala o tem, da jih profesorji pri večini ur slovenščine spodbujajo, da izrazijo svoje mnenje, da jim pomagajo povezati prebrane zgodbe z njihovim življenjem, da jim pokažejo, kako lahko informacije z besedil nadgradijo s tistim, kar že vedo, in jim tudi postavljajo vprašanja, ki jih motivirajo k aktivnejšemu sodelovanju. Največja razlika v deležu se kaže med dijaki in dijakinjami glede na izobraževalni program, in sicer pri prvi postavki, kjer je 39% dijakov in dijakinj iz gimnazijskega programa poročalo o tem, da jih profesor spodbuja k izražanju svojega mnenja o prebranem, nasprotno pa je o tem poročalo 31% dijakov in dijakinj iz programov srednjega poklicnega izobraževanja. Akademsko oporo staršev smo v raziskavi preverjali s postavkami, ki se nanašajo na to, da koliko dijaki in dijakinje menijo, da jih starši podpirajo pri izobraževalnih naporih in dosežkih, koliko jih podprejo, ko v šoli naletijo na težave, in koliko jih na primer spodbujajo k samozavesti. In tukaj so navedeni deleži tistih, ki so odgovorili, da se s postavko strinjajo. Kot lahko razberemo iz tabele, so o nekoliko več opore na vseh postavkah poročali dijaki in dijakinje iz programov gimnazije in tisti brez statusa priseljenca. Tako dijaki in dijakinje iz srednjega poklicnega izobraževanja, kot tisti, ki so poročali o statusu priseljenca druge generacije, pa so se v najnižjem deležu strinjali s tem, da jih starši podprejo, ko naletijo na težave, v primerjavi s tistimi iz gimnazijskih programov, in so poročali tudi o precej manj opore strani staršev pri njihovih izobraževalnih naporih in dosežkih ter manj spodbujanja k samozavesti. Motivacijo za branje smo v raziskavi ugotavljali s pomočjo postavk, ki se nanašajo na to, koliko dijaki in dijakinje pri sebi ocenjujejo, da berejo le, če morajo, koliko menijo, da je branje eden izmed njihovih najljubših konjičkov, koliko se radi v knjigah pogovarjajo z drugimi, koliko menijo, da se jim branje zdi izguba časa, in koliko berejo le zato, da dobijo informacije, ki jih potrebujejo. V tabeli tukaj so navedeni deleži tistih, ki so odgovorili, da se s to trditvijo strinjajo. In kot lahko razberemo iz preglednice, vidimo, da se dijaki in dijakinje, ki so obiskovali programe srednjega poklicnega izobraževanja, in tisti, ki so poročali o statusu priseljenca druge generacije, da so se v večjem deležu strinjali s postavko, da berejo le, če morajo, da se jim zdi branje izguba časa in da berejo le zato, da dobijo informacije, ki jih potrebujejo.
Nasprotno pa so v manjšem deležu izrazili strinjanje s tem, da je branje eden izmed njihovih najljubših konjičkov in da se v knjigah radi pogovarjajo z drugimi. Zaznavanje lastne kompetentnosti pri branju smo ugotavljali s pomočjo postavk, kot so na primer sem dober bralec oziroma bralka, sposoben sem razumeti težka besedila in pa tekoče berem. Tudi tukaj so navedeni deleži tistih dijakov in dijakinj, ki se s trditvijo strinjajo, ki so se strinjali s trditvijo. Rezultati kažejo, da so se tisti dijaki in dijakinje iz programov srednjega poklicnega izobraževanja in pa tisti s statusom priseljenca v nekoliko nižjem deležu strinjali s postavkama, da so dobri bralci in da so sposobni razumeti težja besedila. V obeh primerih pa je o tem poročala približno polovica vseh vprašanih. So pa nasprotno ti dijaki in dijakinje v večjem deležu izrazili strinjanje s postavko, da tekoče berejo. V okviru raziskave smo dijake in dijakinje povprašali tudi, koliko berejo za zabavo oziroma v času, ki ga namenijo branju za zabavo. Tukaj so navedeni deleži tistih, ki se strinjajo s tem, da ne berejo za zabavo, da berejo za zabavo 30 minut ali manj na dan, med 30 minutami in 1 uro, med 1 do 2 urama in pa več kot 2 uri na dan. Rezultati kažejo, da so se vsi dijaki in dijakinje, ne glede na izobraževalni program in status priseljenca, izmed vseh postavk v največjem deležu strinjali s postavko, da ne berejo za zabavo. O tem je na primer poročalo 33% dijakov iz gimnazijskih programov, kar 69% tistih, ki so obiskovali programe srednjega poklicnega izobraževanja, 50% dijakov in dijakinj brez statusa priseljenca in 60% tistih, ki so poročali o statusu priseljenca druge generacije. Da berejo za zabavo 30 minut na dan ali manj, je poročalo 29% gimnazijcev, 15% dijakov in dijakinj iz programov srednjega poklicnega izobraževanja in pa 20% tistih, ki so poročali o statusu priseljenca druge generacije. Dijake in dijakinje smo povprašali tudi o tem, kako pogosto berejo različne vrste gradiv. Tukaj smo jih povprašali o branju revij, stripov, leposlovja, knjig, ki niso leposlovje, in pa časopisov. In tukaj so navedeni tisti dijaki in dijakinje, ki so poročali, da določeno gradivo berejo večkrat na mesec. Če pogledamo rezultate oziroma deleže tistih, ki so poročali, da določeno gradivo berejo večkrat na mesec, vidimo, da so vsi dijaki in dijakinje, ne glede na izobraževalni program in pa status priseljenca, da so izmed vseh postavk v najvišjem deležu poročali, da berejo revije, in sicer to večkrat na mesec počne približno 20% dijakov in dijakinj iz gimnazijskih programov, 14% iz programov srednjega poklicnega izobraževanja, 18% tistih brez statusa priseljenca in 11% dijakov in dijakinj, ki so poročali o statusu priseljenca druge generacije. 20% dijakov in dijakinj je poročalo iz gimnazijskih programov, je poročalo, da večkrat na mesec berejo v leposlovje. V najnižjem deležu pa so o branju leposlovja večkrat na mesec poročali tisti dijaki in dijakinje, ki so obiskovali programe srednjega poklicnega izobraževanja in tisti s statusom priseljenca druge generacije. In še branje na spletu. Pri ugotavljanju količine branja na spletu smo dijake vprašali, koliko berejo spletne novice, koliko iščejo spletne informacije o določenih vsebinah, sodelujejo v skupinskih razpravah na forumih ali forumih na spletu in koliko iščejo uporabne informacije na spletu. In tukaj rezultati kažejo, da dijaki in dijakinje, ki so obiskovali program gimnazijo, in tisti brez statusa priseljenca, ki tudi sicer v povprečju dosegajo višje rezultate na preizkusu PISA,
da so poročali o več branja spletnih novic, iskanju spletnih informacij o določenih vsebinah in iskanju uporabnih informacij na spletu. Torej, o več branja na spletu. Predvsem so v najvišjem deležu poročali o iskanju spletnih informacij o določenih vsebinah in pa iskanju uporabnih informacij na spletu. Kot lahko razberemo iz tabele, je o tem poročalo približno 42% dijakov in dijakinj, ki so obiskovali gimnazijske programe. No, in v nadaljevanju nas je zanimalo, v kolikšni meri ti dejavniki, ki smo jih sedaj podrobneje opisovali, oziroma bolj natančno prvih 5, to je učiteljeva opora pri pouku slovenščine, spodbuda strani staršev, spodbuda strani učitelja slovenščine, motivacija za branje in lastna kompetentnost pri branju napovedujejo dosežek iz branja na preizkusu PISA. In to smo preverili znotraj različnih skupin dijakov in dijakinj, torej tisti, ki so obiskovali program gimnazije, srednjega poklicnega izobraževanja, in tisti, ki so poročali o statusu priseljenca prve in pa druge generacije. In kot vidimo tukaj, sta se kot značilna napovednika dosežka iz branja pri tistih dijakih in dijakinjah, ki obiskujejo program gimnazije, potrdila motivacija za branje in pa zaznavanje lastne kompetentnosti pri branju. Tukaj so bile spremembe v točkah na preizkusu iz branja največje ob povečanju vrednosti indeksa za eno enoto, torej velikost učinka je bila najvišja in te dva dejavnika sta tudi potrdila kot značilna. Pri dijakih in dijakinjah, ki so obiskovali program srednjega poklicnega izobraževanja, sta se kot značilna napovednika potrdila ponovno zaznana lastna kompetentnost pri branju, kjer je bila velikost učinka največja, in pa spodbuda strani staršev. Pri tistih dijakih in dijakinjah, ki so poročali o statusu priseljenca prve generacije, sta se podobno kot v gimnazijskem programu kot značilna napovednika dosežka iz branja potrdila motivacija za branje in pa lastna kompetentnost pri branju. Pri tistih, ki so poročali o priseljenskem ozadju druge generacije, pa podobno kot pri tistih, ki so obiskovali program srednjega poklicnega izobraževanja, torej spodbuda strani staršev in pa ponovno motivacija za branje. Zdaj, če čisto na kratko povzamem te rezultate, lahko rečemo torej, da o nizki socialno-čustveni opori strani učitelja pri pouku slovenščine v povprečju poročajo vsi dijaki in dijakinje v Sloveniji, ne glede na izobraževalni program in pa status priseljenca. O najnižji učiteljevi spodbudi pri pouku slovenščine so v povprečju poročali dijaki in dijakinje s statusom priseljenca druge generacije. Slednji so v povprečju poročali tudi o najnižji zaznani akademski opori strani staršev. Dijaki in dijakinje iz programov srednjega poklicnega izobraževanja in tisti, ki so poročali o statusu priseljenca druge generacije, se v večjem deležu strinjajo s postavko, da berejo le, če morajo, da se jim zdi branje izguba časa in da berejo le zato, da dobijo informacije, ki jih potrebujejo. Dijaki in dijakinje iz programov srednjega poklicnega izobraževanja in tisti s statusom priseljenca druge generacije se v nekoliko nižjem deležu strinjajo s postavkama, da so dobri bralci in da so sposobni razumeti težka besedila. In v povprečju o najnižji zaznani lastni kompetentnosti pri branju poročajo dijaki in dijakinje iz programov srednjega poklicnega izobraževanja. Vsi dijaki in dijakinje, ne glede na izobraževalni program in status priseljenca, so se v najvišjem deležu strinjali s postavko, da ne berejo za zabavo. Vsi so v največjem deležu poročali tudi, da izmed vseh gradiv nekajkrat na mesec berejo revije. O branju leposlovja večkrat na mesec so v največjem deležu poročali dijaki in dijakinje iz programov gimnazije. In tisti iz gimnazijskih programov v povprečju tudi največ berejo na spletu, torej iščejo uporabne informacije na spletu. In kot napovedniki dosežka iz branja na preizkusu PISA 2018 so se potrdili predvsem 3 dejavniki, to je zaznavanje lastne kompetentnosti pri branju in pa ta notranja motivacija za branje pri dijakih in dijakinjah iz srednjega poklicnega izobraževanja in tistih s priseljenskim ozadjem druge generacije,
pa tudi akademska opora staršev. Torej, ti dijaki in dijakinje v povprečju poročajo o nižji opori strani staršev, vendar tisti, ki pa zaznavajo večjo oporo strani staršev, pa so v povprečju tudi dosegli nekoliko višji rezultat na preizkusu izbranja pripisi. Torej, če zaključim, izziv še vedno ostaja spodbujanje motivacije mladih za branje, torej krepitev veselja do branja, krepitev njihove zaznave lastne kompetentnosti pri branju, ki sta pomembna napovednika bralnih dosežkov. Iz tega sledi, da je tudi krepitev zavedanja učiteljev o pomembnosti njihove lastne motivacije za branje pomembna, za krepitev bralne motivacije učencev. Kot pomembno se nam torej zdi tudi usposabljanje učiteljev na področju podajanja kakovostne povratne informacije, organizacije aktivnega pouka in vrstniškega branja ter spodbujanja mladih pri branju. Tudi narava branja se spreminja, kot je bilo uvodoma rečeno s strani direktorja, torej branje na spletu je prav tako pomembno in se povezuje z višjimi dosežki na preizkusu PISA, kar pomeni, da je med drugim pomembno tudi spodbujanje in usposabljanje učiteljev za kakovostno uporabo in pripravo spletnih učnih vsebin. In seveda pomembno je zavedanje, da imamo v izobraževalnem sistemu dijakinje in dijake, ki prihajajo iz različnih okolij, so deležni različne ravni spodbude glede učenja in branja doma in imajo drugačno kulturno ozadje, in da so dijaki in dijakinje iz programov srednjega poklicnega izobraževanja in tisti, ki poročajo o statusu priseljenca, da ti dijaki in dijakinje poročajo o precej nižjih spodbudah strani učiteljev in staršev, o nižji motivaciji za branje, nižji zaznani lastni kompetentnosti pri branju in manj branja leposlovja ter branja na spletu. Iz tega seveda sledi pomembnost o razmisleku o različnih in ciljanih bralnih aktivnostih za dijake in dijakinje z različnim socialnim in kulturnim ozadjem. In pa morda bi zaključila z mislijo, da je za spodbujanje bralne pismenosti in kulture za vse dijake in dijakinje izrednega pomena zavedanje o pomembnosti varnega in spodbudnega učnega okolja, ki mladim omogoča občutek povezanosti, pripadnosti in je prostor dobrih medosebnih odnosov med učitelji in učenci oziroma profesorji in dijaki in dijakinjami. Toliko z moje strani.